Naj povem, da je ta predstavitev vezana samo na moj zaključni del te predstavitve, ostalo bomo pa tako z besedami. Upam tudi, da se boste vključili. Saj veste, ne, če sem učiteljica, potem pričakujem odziv. Zdaj niste dijaki, pa smo pa drugače, kot bi Štajerci rekli, ponucala, ne? Tako. Sabina je že, bova kar po imenih, ne, ker smo že danes z imeni začeli. Sabina me je povabila torej k sodelovanju in me je tudi že predstavila, tako da težko še kaj dodam. Tudi povedala je, ne, da učim v vseh 3 programih, torej naša šola vključuje 3 programe, gimnazija, športni oddelek in pa predšolska vzgoja, ampak res tem, ko smo nekako mi dobili ta uradni športni oddelek, zdaj je že to tretje leto, ne, do 3. letnika, pa sem se nekako, kako bi rekli, prestavila iz enega področja bolj v drugega, in če sem prej raziskovala mladinsko literaturo pa dela za otroke, se pa zdaj bolj ukvarjam s tem, kako športnikom predstaviti neko delo. Zdaj, če se navežem na gospo Holsedl, ne, je krasno predstavila neka dela, tudi sama bi z veseljem, žal pa je tako, najbrž ste tudi med nami kaki učitelji, da smo pa mi vezani na učni načrt. Kaj si pa o njem mislimo oziroma mislijo dijaki, pa več v nadaljevanju. Torej, na 3. gimnaziji, nekako uvodoma naj povem, delam že 15 let, ne. Za poučevanje me je navdušila pravzaprav moja učiteljica slovenščine, ki je danes ravnateljica pri nas, in v srednji šoli sem bila blazno navdušena nad književnostjo in sem se vedno spraševala, kako lahko nek učitelj ob obravnavi nekega literarnega dela tako pritegne otroka, ne, saj sem bila takrat najstnica, in kljub temu, da nekaterih del nismo obravnavali v celoti, ker pač časovno to ne znese, je vedno izbrala odlomke, ki so pritegnili, ki so bili nam pisani na kožo, ki so motivirali, skratka, ki so bili drugačni in posebni. V študiju sem kasneje vzljubila jezik, in sicer skladnjo imam zelo rada, tako da zdaj je pa nekako to potem imam rada oboje, ne, pa neke izzive znotraj tega. Torej v uvodu sem rekla, da bom nekaj povedala sploh o športnih razredih, zaradi tega, ker verjamem, da vsi ne veste, kako to pač izgleda. Potem se bom v nadaljevanju navezala tudi na program Športnajmo in berimo, ki ga je Sabina in tudi drugi ste ga že prej omenjali. Potem pa se bomo tako čisto po šolsko lotili konkretnega primera in ga bomo analizirali. Jaz bom postavljala vprašanje, vi boste odgovarjali. Tako malo heca na stran, malo dobre volje pa bo, ne. Torej, naša šola, vsi jo poznajo kot neko pedagoško šolo, šolo za učitelje in še vedno to tako koži, ne. Naša šola ima že 155-letno tradicijo, še nekoliko več. Torej, od leta 1990 mislim, da smo 3. gimnazija, no, z športnim oddelkom pa smo zdaj prišli, z uradnim športnim oddelkom smo pa prišli zdaj do 3. š, torej zdaj imamo 1., 2. in 3. letnik, ki so uradno, torej gimnazija športni oddelek. In sicer mi vsem dijakom vseh 3 programov, torej gimnazija, športnik in pa prej že Sabina povedala, predšolska vzgoja, omogočamo različne dejavnosti, šolske, obšolske in tako naprej. Torej, vodilo našega dela je, da se učimo za življenje, ne za šolo, in tako nekako v skladu s to idejo skušam tudi sama delovati. Zavedati se moramo, kot je že pred menoj povedala gospa Holsedl, da so v športnih razredih dijaki, ki dosegajo vrhunske rezultate, ne, da so naši dijaki, ki ne zastopajo samo šole, ampak zastopajo klub, zastopajo državo
in se udeležujejo tekmovanj na najvišjem nivoju. In če se izrazim z besedami svoje predhodnice, jih skušamo v šoli postaviti na 2 nogi, ne na obe, da ne stojijo samo na športni nogi, ampak še malo stojijo tudi na nogi, ki se ji reče šola. Seveda je težko delovati, usklajevati delo v takih razredih, kajti gre nekako za take etape, ko so odsotni enkrat hokejisti, pa spet drugi smučarji, pa tenisači in tako naprej. Tako da je v razredu tako delo kar precej naporno. V preteklosti sem se z veseljem odzvala Sabininem vabilu in pa vabilu Mariborske knjižnice, s programom Športajmo in berimo. In tako kot ta program skuša povezati šport, pa izobraževanje, pa kulturo, tako nekako se po teh idejah se skušam ravnati tudi sama. In tako kot je ciljna skupina pri Športajmo in berimo, so mladostniki med 15 in 15 letom, gre pravzaprav za skupino, ki so hkrati tudi moji dijaki, so stari, torej nekako tako. In pa je pa res, da program Športajmo in berimo pa ne sme biti, edina povezava med športom in branjem, kar bi potem pomenilo, da ne delamo v teh programih, recimo v programu Gimnazija športni oddelek, da ne delamo dobro. Torej v teh razredih skušam slediti ideji programa in predstaviti najstnikom 2 možna pripomočka, da tako rečem, za učenje. Eno je tista tradicionalno pripovedovanje o življenjskih doživetjih, o izkušnjah in knjigo. In tako se nekako iz tega programa rodila ideja, da bi pa skušala pri pouku vse to povezati. Zdaj bi, lagala, verjetno se bo tudi moja predhodnica strinjala s tem, da ni mogoče vsake teme, ki jo obravnavamo v gimnaziji, izpeljati na tak način, kot bomo mi v nadaljevanju videli, kajti stavčno-členske analize, roko na srce, razen da na tablo napišem, Peter je odličen športnik, Miha smuča, se tu zgodba konča. Tako da tu je malce težje, se pa tudi da, če se želi, mogoče malce dotakniti, torej več manevrskega prostora pa imamo zagotovo učitelji pri slovenščini. In ob pregledu učnega načrta, zdaj tisti, ki ste učitelji, tudi veste, da je zdaj na voljo ta DUM, digitalni učni načrt, malce se je spremenil in nekako učiteljem olajšal delo. In mi ugotavljamo, da so vsebine, ki za nekatere, tudi za vas, pa za nas predstavljajo zdaj evropsko pa svetovno klasiko, za otroke to predstavlja problem. Upam, da mi ne zamerite, če citiram dijake, pravijo, to so neke preživete vsebine. Oni bi brali to, kar je prej gospa Andreja, če ostajamo pri imenih, omenjala. Take stvari imajo oni zelo radi, medtem ko pa recimo neke klasika in pa kar je literatura predpisana po učnem načrtu, tega pa oni preveč ne bi. Tudi pri športnikih pa ugotavljamo, recimo včasih, če jim rečeš, da je kakšna stvar, da je zanimiva, pa jo predstaviš za mlade vabljiv motiv, recimo, sebe sem enkrat rekla, tudi v športnem razredu, takrat, če sicer nismo imeli športnega razreda, smo pa družili športnike, sem omenila recimo roman Berte Bojetu Filijo ni doma in pa par takih sočnih elementov in motivov iz tega romana. Ta roman so na primer vsi prebrali, tako da njih pritegne nekaj, kar je zanimivega, kar je v njihovem času interesantno, jih pa zelo zanima torej tudi to, kar je gospa rekla prej, motivacija, empatija, nekako
da se najdejo v tej zgodbi sami pravi. In kot sem že omenila, učni načrt, hvala Bogu, da tako rečem, znotraj teh procesno-razvojnih ciljev, zdaj pa moram prav pokukati noter, da ne bom napačno navajala, torej nekako predvideva, da dijaki vrednotijo pomen književnih del, torej in jih aktualizirajo stališča osebne izkušnje. In osebna izkušnja je njim torej zagotovo šport. Ampak v športnem razredu, mi pri obravnavi literarnih del ne moremo in ne smemo, nikakor ne smemo izhajati zgolj iz ciljev, samo v smislu, kot je pač to v šoli v navadi. Saj, če roko na srce, sistem se ni toliko spremenil, da bi zdaj rekli, da smo gore premikali. In mi se še vedno držimo nekih starih navad, da je obravnava, zdaj mogoče mi bo kdo zameril, da je obravnava avtorja pri nekem romanu, to je pa sveto, pa življenjepis je treba znati na pamet, ker zelo pomembno je, ker je bolj pomembno, kje se je avtor rodil, kot to, da se bo dijak, športnik v nekem delu našel, da bo, kot je prej gospa rekla, začutil sebe v delu, da se bo prepoznal, ker zdaj pomembno je, da je mama imela trgovino, pa da je oče šival nogavice, na primer. To je bolj pomembno in dijaki tega ne marajo. Sama zagovarjam pri tem dejstvo, mi imamo leksikone, imamo internet, imamo 1001 možno variantico, kjer take stvari preverjamo. Dajmo raje otrokom možnost, da v času pouka pridejo v stik z literaturo, da mi ne beremo o literaturi, ampak da smo v stiku z njo. In dejstvo je, da dijaki obravnavo življenjepisa in navajanje nekih zgodovinskih podatkov jemljejo kot breme in totalni balast. Torej, znotraj prej omenjenih teh procesno-razvojnih ciljev in aktualizacije stališča te osebne izkušnje, ki sem jo omenila, lahko torej dijak športnik izhaja iz svojega področja, torej športnega področja, in tako se on, kot je že prej gospa rekla, v besedilu lažje prepozna in ga, lahko rečemo tudi znotraj, ontologije, literarnega dela, razume na svoj način, ker ima vsak dijak pravico, dokler ostaje znotraj vsebine, razumeti neko delo na svoj način. In zdaj, če izhajam iz ankete, prej sem rekla, da se bom navezala na program športa in mu berimo, in sem ravno zaradi tega lani, zdaj letos je še prerano, izvedla eno anketo med športniki in branjem in je zanimivo, spet bom malo goljufala, česar sicer dijaki naj ne bi počeli. Torej, anketa je pokazala, pazite, da dijaki trenirajo povprečno 3 ure in 20 minut dnevno. Zdaj se pa še prištejte 5 ur, 4 do 5 ur se dajo na internet gor, na razne te, buke, kakve že, in oni oddelajo, če se izrazim po domače, oni so celi šiht, torej so že porabili za to, kje pa še niso razmišljali v šoli, niti se še niso udeležili pouka. In zato mora biti obravnava književnosti, potem se bomo o tem pogovarjali, neka zanimiva, pestra, dinamična, ker tudi oni so sami že po naravi taki, da so dinamični. To so ljudje, roko na srce, ki pri pouku ne sedijo pri miru, Oni so ves čas v nekem gibanju, Zdaj, če nadaljujemo s tem, prej smo rekli 3 minute pa 3 ure pa 20 minut trenirajo, in oni so podali tudi mnenje o svojem času in piše, torej branje, domačega branja, ker drugega kaj redko preberejo, morda jih potem motivira res gospa, kot je prej povedala, z drugačnimi deli, s Cankarjem jih jaz težko, in oni torej domačega branja ne dojemajo kot to je pa čas, to je prosti čas, ker jaz berem, ker mi je lepo, ker se najdem. Torej, to je za njih obveza, to je tisto, to moram. Torej, 33 dijakov meni, ker pač domače branje ne spada v prosti čas, meni, da imajo zelo malo prostega časa.
govorim pa, da bi prebrali pa tisto, kar bi oni prebrali. Ko si jih vprašal, kaj bi vi brali, so zelo pogosto navajali knjige, ki jih je prej gospa predstavljala, nekaj, kar jim je motivacija, kar jim je izziv, kjer se sami najdejo. Ali pa recimo med trivialnimi imajo zelo radi kriminalke, kaj takega, ne, recimo kak roman, zdaj tudi recimo slovensko sodobno književnost so navajali zraven, recimo kakega Lanščka ali pa kaj še preberejo. 33 dijakov meni, da imajo zelo malo prostega časa. 40 jih meni, da ga imajo premalo. 26 jih meni, da jih imajo malo, samo 1% dijakov meni, da imajo dovolj prostega. Ga imajo zelo malo. In zato je to branje potem prestavljeno v šolske klopi, ko pa mi moramo narediti branje, pa ne branje, obravnavo literarnega dela, torej s poudarkom na interpretaciji, zanimivo in tako, da je njim blizu. Ko smo vprašali dijake, spet malo goljufam, ne, kaj pa oni berejo v sklopu smernice, recimo športajmo in berimo. 62% spletne vsebine. Internet, Instagram, TikTok, sploh ne vem, če se piše gor, ker nimam te zadeve, pa mislim, da se tam bolj malo piše, ampak ko se to gleda, se zbere med odmorom cela skupina in gledajo, ne. Potem pa pazite, sledijo pa že knjige za domače branje. 38%, kar mi je nekako nek pokazatelj, da bo za ostale vsebine res ne ostaja toliko časa. Nekako zdaj, če povežem prejšnjo prispevek zdaj z mojim, ne bi rekla 62%, najbrž gre 62% v teh 5 ur, ko so na internetu. In pa literatura, ki jih zanima 22%. Dijaki, torej ti moji dijaki so pa v anketi izrazili želje po literaturi, ki jih zanima in ne po domačem branju, čeprav je to sledi takoj, torej sledi takoj za branjem internetnih vsebin, sledi domače branje. 41% dijakov meni, torej to je kar lep del, ne, da bi brali, ampak predvsem knjige o športu, o življenju športnikov in motivacijske knjige, če bi jim čas to dopuščal. Torej knjige, tudi take, ki jih je prej gospa pred menoj lepo prikazala. Predstavila se opravičujem. In pa, čeprav samo 16% dijakov ne meni, da so dela, ki jih v sklopu književnosti pri slovenščini obravnavamo, da so nezanimiva, ne, jih pa 72% meni, da bi morali imeti dijaki športniki možnost, da pri slovenščini spoznajo dela, ki mladega športnika motivirajo. Morda je kdo izmed vas v skupini, ki je z tega področja in bi ob tej priložnosti nekako namignila na to, da bi se pa v bodoče, da bi bilo v bodoče smiselno razmisliti o tem, da bi v sklopu učnega načrta tem dijakom nabor književnih vsebin prilagodili ali da bi vsaj vključili neke take, ki so tiste, ki mikajo. In zato se pojavlja izziv sedaj, ne, kako znotraj tega novega digitalnega učnega načrta in z njim povezanimi temi obveznimi literarnimi deli, torej predstaviti dijaku, športniku ta književna dela na način, da se bo on v njih lahko prepoznal, da ga bo to pritegnilo in da bo z branjem nadaljeval sam. Če pa ne bo nadaljeval, pa vsaj, da si bo vsebino zapomnil, da se bo v njej našel in da mu bo služila ne samo zato, da bomo mi nekaj predelali, pač da bomo, postavimo v predal, pa gremo naprej po vrsti, ne, po številkah, zdaj enko smo, kljukica, pa gremo na dvojko, pa trojko, zato da sem jaz srečna in mi to predelamo in so oni srečni in je mimo, so vprašani, pa dobijo oceno, pa pozabijo za vse večne čase. Torej, kako predstaviti dijakom delo, da se nekega dela spomnijo, da jim ostane v spominu. Zdaj bi bilo iluzorno zamišljati si, da jim bodo vsa dela ostala v spominu, ne, kajti med vsebinami, ki so na voljo, so tudi take, ki so
ki nekako jih dijaki res ne marajo in se to vidi. Zdaj nekateri pravijo, da so otroci, ne samo tisti domači pri vas, ampak tudi tisti moji v razredu zrcalo, tako kot so zrcalo staršev, so tudi zrcalo učitelja. Pa bi rekla, da to kar prekleto drži, ker opažam, da dela, ki meni niso všeč, tudi dijaki nekako tako, ne. Skladnjo imajo pa zelo radi, ne pa tudi tiste dela, ki jih bom jaz zdaj predstavila. Iz osebnih izkušenj lahko povem, ne, da mi največ tovrstnih težav, torej znotraj književnosti predstavlja prav romantika in z njo Prešeren. Kako, če rečem po domače, zdaj, kako predstaviti Prešerna športniku na športni način. Zdaj, če pogledamo, ne, realizem, sicer je to malo kasneje, ne, pri realizmu, veste, tisti, ki ste učitelji, veste, to vse štima, ne. Tam je že tema tak izziv, ne, pa so nek zakonolom, pa neko varanje, to že jih pritegne, takoj že imajo odprta oči, ne, to so nekaj zdaj pri gospe Bovary, tam že ne zapomnijo si nič o gospe Bovary, ampak da je pa moža varala, to pa vsi vejo. Take stvari torej njih pritegnejo in v realizmu torej gre, ne, ali so neki socialni problemi, ali izkoriščanje delavcev, to jim je v domači, torej v današnji družbi zelo domač šport, najbrž tudi nam, ne. In pri romantiki, veste, pa ni nič takega zdaj, da bi se ti lahko tega oprijel, da bi pritegnilo. In ravno zato sem zbrala danes romantiko, ne, ker če bi zbrala realizem, tisto bi bilo lažje, ne, narediti. In sem pa razmišljala, ne, potem, ko veste, začneš razmišljati, saj sami tudi tako delujete, najbrž vsi, ne, ko začneš razmišljati in naletiš na neko težavo, ne, je pa pride do tega, da jo potem hitreje rešiš zaradi tega, ker se ti pojavi potem neki novi izzivi in potem ugotoviš, ne, kot učitelj slovenščine, da je že sama romantika predstavlja eno dobro izhodišče. Zdaj v srednji šoli smo se naučili, ne, da je romantika razkol med idealom in stvarnostjo. In že če pogledamo torej osnovno filozofijo romantike, gre zelo dobro v šport. Morda bi se strinjala torej gospa Andreja z menoj, ne, oni, torej kaj je njim ideal? Ideal je, da bom zmagal, da bom najboljši, ob tem velja omeniti, ne, da so nekateri najboljši. Mi moramo vedeti, da so nekateri dijaki že plačani, torej da dobijo plačilo, in da jim je to, tako kot je prej rekla gospa, in jim je to motivacija. Jaz si želim igrati za ta klub, jaz si želim igrati za oni klub, jaz želim to, ne. Na drugi strani pa, tako kot pri romantiki, imamo stvarnost in gospa, torej pred menoj, je zato, da to stvarnost urihta in potem so oni na poti k idealu. Zanimivost morda v tem, pa ne vem, če gre v kontekst, je, ko sem rekla, da so eni zelo motivirani, tudi zaradi plačila. Pred leti se spomnim, ko še ni bilo uradnega športnega razreda, sem imela enega fanta, ki je vedno sedel v zadnji vrsti pri slovenščini, tako skrušen, in sem rekla razredničarki, ne, ja, pa kaj je s tem fantom narobe, ne, veš, oni se mi pa zdi tak skromen fant, vedno je tako, ne me narobe razumeti, ne urejen, pač tak vtis je dajal, ne, in me ona potem potolažila, ne, rekla, Barbara, pa ti se nič za njega ne sekiraj, on ima več denarja, on ima mesečno več denarja, kot ti zasluži. Tako da, in taki dijaki, recimo, so potem res bolj stojijo na eni nogi, ne, na športni nogi, kot pa na obeh, da bi tudi vse z enim marom prstkom zajahali še na drugo šolsko nogo. In iz tega, torej razkola med idealom in stvarnostjo, potem sledijo tudi, recimo, naprej vprašanja, ne, ko sem prej rekla, se ti porajajo. Kaj je športnikov ideal? Kaj je stvarnost? Kako jaz stvarnost doživljam? Kako se počutim, ko dosežem ideal, ali pa sem na poti, da ga dosežem? Kakšna je ta pot, ne? Ali ga sploh dosežem, ali ga lahko dosežem, kaj je realnost? In znotraj srednje šole zadeva tako ostaja romantična, ne, saj so ideali pri dijakih res, res ogromni. Vsi želijo biti Roger Federer, Ronaldo in neki športniki, pač, ki krasijo plakate, revije, športne površine in tako naprej. Ampak
a je v slovenski romantiki potem lahko, ali je lahko ideal Črtomir iz Krsta pri Savici? No, vidite, tu pa je zdaj odvisno od obravnave literarnega dela in vključevanja športa in dijakovih izkušenj v obravnavo oziroma v interpretacijo. In sedaj bomo pogledali nekaj primerov, zdaj se bomo vrnili v šolske klopi. Zelo vesela bom vašega sodelovanja. Veste, več glav več ve, več glav več vidi, rodijo se nove ideje. Morda pa si odgovorite le ali pa v chat na vprašanje, kaj je bilo vam pri obravnavi književnosti v času, ko ste se vi šolali, všeč. Česa pa niste marali in še bolj pomembno, zakaj tega niste marali. Osredotočali se bomo na dogodke, kajti matura se je začela veliko bolj osredotočati na dogodke. Zdaj govorim o eseju. Esej je na maturi še vedno vreden 50%, kar je ogromno. Dejstvo je, da dijaki, vrhunski športniki niso tudi vrhunski pisci, pisatelji, tako ali tako ne. In je zelo pomembno, da se osredotočajo, jaz se opravičujem, če se sliši kar kužalaja, in se zelo osredotočajo torej na dogodke. In tudi mi jih zdaj peljemo v to, tudi sama, da iščejo neke dogodke. Sama sem zunanja ocenjevalka že, mislim, da več kot 10 let pri Republiškem izpitnem centru, tako da to gradivo maturitetno tudi popravljam in vidim nekako, kako se že tam reče, kam plovemo na tem področju. Tako da bomo sedaj pogledali, osredotočili se bomo na dogodke in iskali neke stike, torej s športom. Najprej vsi vemo, da je Krst pri Savici sestavljen iz 3 delov, torej najprej posvetilni sonet, zdaj sem ko v šoli, malce ponovimo, plusov pa minusov ne bom dajala. Torej najprej imamo posvetilni sonet Matiji Čopu, potem je uvod, ki je epski, to je za njih, ker je, če rečem po domače, po njihovo, to je fajt, tu se fajtajo in to je že neko področje, kjer se oni najdejo. Potem je pa krst, tam spet malce, kako bi rekla, malce padajo ven, ampak se tudi tam da najti neke teme, ki so njim blizu. In torej zdaj v uvodu, v prvem odlomku, jaz se opravičujem, nisem citirala vsakega posebej, nisem navajala strani, pa tako kot se to naredi vsakega posebej, vzela sem digitalno obliko zapisa Krsta pri Savici, ker ga uporabljam tudi zaradi dela na daljavo, tako da mislim, da vsi poznamo, odkot je vzeto. In se začne zdaj takoj po tistem velikem boju med pogani pa med kristjani, pa piše o Črtomirju. Ne jenja pred, dokler ni zadnja straga krvi prelita, dokler ni duha cope, ki jim bila je vera čez vse draga. Torej on se bojuje, tolče, se bori in vsi vemo, kaj se potem zgodi, Črtomirjeva vojska je poražena, pravzaprav je on edini, ki preživi in ga najdemo potem naslednje jutro, a jezero, ki na njega po krajini stojiš, ni Črtomir, potuba tvoja. To noče jenjo vojske šum v unani, potihnil ti vihar, ni v prsih boja. Prehujši se je zbudil črv nekdani, ak prav uči me v revah skušnja moja, bolj grize, bolj po novi krvi vpije, po žrešnosti obupa suhar pije. Tako zdaj pa vas prosim za sodelovanje, zagotovo se tega odlomka spomnite iz srednje šole, in kje bi zdaj mi našli motivacijo za gimnazijca, športnika. Zdaj, docela se odmakniti od nekih vprašanj, ki pač gepirajo takemu tekstu, ne gre. Ne moremo se mi zdaj samo osredotočiti na vprašanje, ki so vezane na šport, ker potem tudi rezultat, ki se mu reče matura, ne bo v redu, ampak recimo gre za klasična navodila, predstavi dogajanje v odlomku, povzemi ga, potem recimo, kako razumeš Črtomirjev odziv na Vrhunovo zmago. Potem pa že vidite, lahko pride do tega, ko te
klasična vprašanja preskočimo, ne, ko jih naredimo, ko jih opravimo, že se lahko začnemo dotikati nekih športnih tem. Torej, prvo vprašanje bi bilo, kako zmage doživljaš ti v primerjavi s Črtomirjem? Kako je zmago doživljal on sam, kako jo doživljaš ti? Kako doživljaš poraz? V čem sta si v tej točki, recimo, zdaj pogovorno, ne, v čem sta si v tej točki s Črtomirjem podobna? Skušaj primerjati svoje doživljanje, torej, ko si ti na tleh, tukaj pridejo mogoče bolj v poštev tudi ekipni športi, kaj se dogaja v tebi. In kaj pomeni ta zadnja verza? Bolj grize, bolj ponovi, krvi vpije, požrešniški obupa suhar pije. In se spomnim, da so nekateri dijaki rekli, ja, ne, zdaj so nas oni namazali, zdaj pa komaj čakam, da jim vrnemo in jih bomo strli, zlomili, zmaličili, če rečem poštarsko in citiram naše dijake, v prah bali. Tako in komaj čakajo, da spet pokažejo, da so močni in maščujejo, torej, in maščujejo to izgubo ali poraz. No in potem, ko veste, da gre za retrospektivno dogajanje, jaz grem zdaj navajam po vrsti, ne? Ampak zaradi retrospektive pa malce v časovnem, torej glede na čas skačemo in piše, ne. In šel je boj bojovat brez upa zmage in skazal se korenine prave. Kjer suče meč na čeli smrtne srage, leži sovražnikov trupla krvave, mrtvih, razdihujočih duše drage. Vendar ne meč, ne moč gradu trdnjave, bogov ne more rešiti slavnih staršev in ne pred smrtjo hraniti tovaršev. Kaj se pa zdaj zgodi? Torej, ali se zgodi, kako ti doživljaš recimo poraze? Ali greš kdaj v boj, pa veš, da boš zgubil? Ali je prav v športnem svetu, sicer sama nisem športnica, pa se ne spoznam tako na to, sem se ukvarjala z nekimi športi, ampak nikoli tako profesionalno. Ali je prav, da tudi če ti veš, da nisi najboljši, da greš, da se trudiš, da tudi če veš, da ne boš zmagal, da ne obupaš, da ostaneš motiviran in da skušaš napake popravljati. Se opravičujem, tukaj smo preskočili en pomemben del, zdaj gremo pa, se opravičujem, ampak nič za to. To je pa del, ki ga imajo dijaki najraje. Na prvi pogled, čisto, kako bi rekla, nepovezan del s športom in piše, torej gre za ta del, ko Valhunova vojska obkroži Črtomirjev, torej Ajdovski dvorec, in oni so zdaj ujeti, ne, Valhunova vojska jih 6 mesecev jih oblega in Črtomirjeva vojska, ki jih je 9-krat manjša, ne, ugotavljajo, da oni ne bodo izgubili, ker so slabi, sem mislila že reči športniki, ne, ker so slabi vojaki, ampak zaradi tega, ker nimajo sreče, ker nimajo hrane. In kako je zdaj to povezano s športom? Poglejmo. Dal Črtomir jim reve ne zakriva, besede te tovaršem reče zbranim. Ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. Le malo vam jedila, bratje, hranim. Branili smo se dolgo brez podpore, kdor hoče se podati, mu ne brani. Kdor hoče vas dočakati temne zore, ne proste dni živeti, mučem enake, ne brani mu, a jutra čakati more. In najpomembnejši del, seboj povabim druge vas junake. Vas, kateri hrama se ukloniti noče, temna je noč in stresa grom oblake in tako naprej. In kako je zdaj to vezano na šport? Črtomir je bil blazno spreten retorik in menim, da so dijaki, torej ki so povezani zagotovo s svojimi trenerji, tudi, kako bi rekla, trenerjeva retorika vpliva na šport, na športne dosežke in na športnika samega. In Črtomir se tu zelo, zelo dobro znajde, ne. On po domače reče, ne, tisti, ki ste mevže,
pojdite, saj vam jaz ne branim, kar lahko greste, jaz pa sploh ne mislim nič z vami debatirati, sploh vam ne bo zameril, pojdite, ne. Drugi, tisti, ki ste pa frajeri, tisti, ki ste pa fajterji, bi rekli v športnem svetu, ne, tisti pa stopite z mano, tisti se pa gremo bojevati. In on jih pravzaprav obrne v tem, ne, da tisti, ki so fajterji, se bodo podali v boj in bodo zmagali, ker jim vlije upanje. In športniki, torej moji dijaki, so odgovorili, da se najbolj najdejo v tem odlomku, torej, da je potrebno, da je zelo nujno, da tebe kdo motivira. In smo potem tudi recimo se odgovarjali na vprašanje v zvezi s tem, ne, predstavi Črtomirjev nagovor s soborcem, to je eno tako klasično navodilo, potem pa recimo naprej, predstavi taktiko, ki jo Črtomir pri nagovoru izbral. Kako motivira z besedami, kako tebe motivira tvoj trener z besedami. Predstavi trenerja, ki te zna dobro motivirati. Zakaj je njegova motivacija učinkovita? Kako on izbira besede? A je podoben Črtomirju ali je drugačen? Kje je drugačen? No, zdaj nam malce, že 5 minut še imamo, bomo pogledali še naprej. In naslednji odlomek, a jezero, ki na njega po krajini stojiš, ni Črtomir podoba tvoja. To noč jenjo vojske šum vunani, potihnil ti vihar, ni v prsih boja. Le hujši se zbudi v črv nekdanji, a prav oči me v revah skušnja moja, bolj grize, bolj ponovi krvi vpije, po žrešnosti obupa suhar pije. Zdaj mi morate malo pomagati, da smo to že naredili. Še nismo? Tako, torej, kaj pomeni maščevanje? Zdaj, verjetno ne bodo oni rekli, da je to krvna osveta, kot poznajo naši sosedje, ne, tega izraza, ker potem se bodo hokejisti pretepali s palicami namesto, da bi po paku udarjali. Ampak oni se tudi najdejo, zelo nepričakovani odgovori so, koliko se dijaki v takih odlomkih najdejo. Tudi to, da če so izgubili, kar sem že prej omenila, ne, da pa morajo zdaj nujno zmagati in tako naprej. Potem naprej je pa malce drugačen preobrat. Imamo pa Bogomila. Tukaj se bomo pa dotaknili malo neke notranje motivacije, notranjih vzgibov, notranjih, kako bi rekla, kaj meni pomaga, ko se umirim, ko sem sam s seboj, da se dovolj motiviram in pripravim za tekmo. Pa poglejmo en odlomek, torej, kjer se Bogomila odloči, da se bo pokristjanila, ne, in potem ona vsako noč moli k Bogu. In res, ko ona najbolj moli, Črtomir preživi ta veliki boj, je to nek znak, ne, da je pa to zdaj zagotovo Bog pomagal. In zdaj sem opisala ta dogodek, ne, in dijaki recimo tudi tukaj najdejo neke povezave. Zdaj se ne bom več dotikala tistih splošnih vprašanj, se bomo osredotočili zaradi časa samo na te športno temo. In sem zapisala, pri športnikih pogosto pred velikimi tekmami zasledimo križce. Se pogovarjamo z dijaki, pa rečemo, aha, sem videl, da se je kdo prekrižal, ne, večkrat to vidimo, ali pa vzame obesek, pa ga poljubi, amulete neke, druge predmete, ki najdejo, kako bi rekla, ki prinašajo srečo, ali mir, ali neko notranjo motivacijo. Kaj pa, in je potem sledi vprašanje, ne, kaj pa tebi poleg vestnih treningov na športnem področju prinaša uspeh? V koliki meri se lahko za to zanašamo? No, tu tako veste, kakšni so odgovori, pravijo, da zelo malo. Čeprav pa je zanimivo, da nekaterim dijakom, kar seveda podpiramo, vsak izbira po svoje, tudi vera in pa recimo velikokrat omenijo, da jim to prinaša neko upanje ali pa recimo pomiritev, recimo kaj takega. Torej, zdaj, če bi nekako zaključili, ne, bi lahko rekli, da bi bilo v bodoče res zelo smiselno razmišljati o željah in o potrebah posebnega profila tega gimnazijca športnika, ker temu poleg telesne, tehnične, taktične priprave
do celostne izgradnje osebnosti pomaga tudi psihološka priprava. In že prej smo slišali, da je del te psihološke priprave zagotovo branje, ne? In je nek navdih za motivacijo, kot je prej gospa rekla, tudi oblikovanje nekega notranjega sveta, oblikovanje sveta po svoje, ki ga potem lahko preslikaš tudi v športne situacije. In ker športniki, kot kaže raziskava prej, ki sem jo navajala, ne, časa za branje nimajo, bi bil čas, da razmislimo o tem, da znotraj učnega načrta pripravimo tudi vsebine, ki jih je prej omenjala torej gospa Andreja. Tako, z moje strani je to. Tako da predajam, mislim, da besedo Sabini.